Najbolj stereotipne nepremičninske sanje so hiška v hribih oziroma ob gozdu ali pa ob morju. Seveda pa je še ogromno krajev vmes, ki lahko nudijo slikovito zavetje za tiste trenutke, ko si želiš odložiti sivi vsakdanjik. Mi smo dobili lepo povabilo v naslednjo vilo. Kaj pravite na tole? Sodobna, elegantna, pritlična vila deluje kot nežna povezovalka med nebom in zemljo. Komaj čakam, da jo spoznamo. Damjana in Milan, zdravo. Ne moremo se nagledati tele res prečudovite vile. Me zanima, kako sta sploh našla tale kraj? Ja, midva sva lani, približno ob tem času, kruzala po Istri in nam je bilo všeč okolje, nam je bil všeč to način življenja, vinarije, hrana in smo rekla, mogoče bi najdeva kakšno primerno hišo. In ko za kleto nič pametnega nisva našla in sva šla na večerjo, pa pred sosednji mizi sedijo eni možakarji, se pogovarjajo malo nemško, malo hrvaško, malo slovensko, pa reče meni žena, da je pet tja, oni sigurno nekaj imajo. Sem rekel, jaz ljudi ne bom sredi večerje inkomodirao in ko mi je 3-krat rekla, sem rekel, ok, vredo, ajde, se opravičim. In rečem, a vi mogoče imate kako hišo, ne, za prodat, ne? In on me gleda in reče, ja, imamo, kako ste vedeli? Ja, nismo vedeli, vprašali smo, ne. Pa smo se pa peljali na to lokacijo in moram reči, da je že na prvi moment začarala, no. Aha, ampak vi ste imeli eno posebno povezavo, ne, Damjana, s temi kraji? Ja, jaz sem že od otroštva želela živeti okrog Motovuna, že kot otrok, ko so me prvič peljali na izlet. Sem rekla, tu bi pa jaz lahko živela, ampak na to sem seveda pozabila. In zdaj smo našli tukaj, ker nismo na Motovunu, ampak ga vidimo zelo oddaleč, tako da v tej okolici. Samo hiša, ko pa smo prišla sem, jo pa pozdravila dejansko z vsemi rastlinami, ki jih imamo doma. Tako da sva takoj vedela, da je to to, ne. Atrijska vila, pri gradnji katere so zaradi velikih razponov uporabili armiran beton, je bila že zgrajena in v celoti opremljena, ko sta jo Damjana in Milan prvič obiskala. Sodobni objekt, ki ga zaznamujejo veličastni volumni, ravna streha in razkošje svetlobe, sta za prejšnje lastnike projektirala arhitekta z Reke. Leora in Siniša, vidva sta avtorja te res čudovite vile. Povejte mi, kakšna so bila osnovna izhodišča, osnovni koncept, ko se je to začelo delati? Počeli smo, kao projektni zadatak je bio projektirati kuću na ovom predivnom kontekstu ovdje, s pogledom na Motovun, s tim brdašcima, iz puno zelenila, što je suprotno od onog kako obično u našem kraju se projektira. Uvijek imaš pogled na more, ne? I to ti je osnovni nekakav fokus, ne? A ovdje je baš obrnuto bilo, znači šumarci, brežuljci i Motovun. I zapravo mislim da je to bio nekakav osnovni pokretač našeg projekta. I zato je i kuća nastala ovakva kakva je, prizemna, sa velikim staklenim stijenama. Zapravo smo kroz te staklene stijene iskoristili vizure koje su se i vlasnicima svidjele, a i nama. Pa možemo dodati da osim samog odnosa kuće i prirode je kod projektiranja i početka projektiranja zapravo su bile jako bitne i želje vlasnika budućih koji su željeli da kuća održava njihov životni stil, znači da mogu boraviti i u prijelaznom periodu godine i kad vrijeme nije tako dobro, da mogu boraviti uz kuću u vanjskom prostoru i uvijek biti zaštićeni i da mogu kvalitetno provoditi vrijeme. Ne? In zdaj nas prosim popeljita po sami hiši, po oblikovanju osnovnih volumnov. Osnovni koncept je da između dvije ploče, jedna je na zemlji, jedna je gore krovna, smo smjestili niz volumena. U jednom su, znači, spavaći trakt, ulazni dio, ovaj dnevni dio i pomoćni prostor i vanjska kuhinja. I zapravo ulazimo u kuću u tom ulaznom volumenu koji ima ostakljeni dio, ostakljeni krov, znači u principu uđeš unutra, a kao da si još uvijek vani. I na njega se veže ovaj dnevni prostor, spavaći prostor sa spavaćim sobama kao izdvojeni dio i možeš opet izaći van u jedan polunatkriveni vanjski prostor, znači koji nema fasadu, ali opet imaš krov iznad sebe i pomoćni prostor iza je vanjska kuhinja koja je neko druženje, sjedenje i vanjsko blagovanje.
In sigurno je zelo pomemben, močan element ravno tale steklena streha, ne, odprtina. Pa ona je, da, izuzetno bitna zato što smo uz pomoć nje postigli da ulazni prostor koji je obično u kući jedan unutrašnji taman i prostor koji nema ni pogleda ni vanjskog svjetla, u ovom slučaju je zapravo postao srce kuće koja ima prirodno osvjetljenje, ima to predivno osunčanje koje dolazi kroz krov i ima zapravo direktan pogled prema primarnim vizurama u okolišu. Preden sta se nova lastnika odločila za nakup hiše, sta jo najprej preizkusila. Pravzaprav predno midva karkoli kupiva, imamo vedno eno zanimivo idejo, ne? Da želimo najmanj 2-krat prespati v hiši. Da vidimo, če se dobro počutiva in če dobro spiva, ne? Če se spočita zbudiva. Ne? In tu smo se zjutraj zbudila, tam so bile srnice okrog hiše, pogledava to naravo, krasen mir je. Najboljši pri vsem pa je to, da ima zelo blizu vhod na Parencano, kjer veselo hodiva, tako da greva do Motovuna peš in se da vse poti opraviti. In koliko časa sta že v tej hiši? Dobro leto. A sta zdaj že ugotovila, kaj hiša ima, kaj hiša nima, kako sta tukaj preživela vse letne čase? Specifika je, da to vrstne hiše nimajo centralne kurjave, ne? Tako da ko prideš, si zakuriš kamin, z klimami tisto prvo temperaturo dosežeš in potem funkcionira. Ne? Torej, v tem času se kakšna pomanjkljivost je pokazala in to še sproti rešujeta? Ja, ena od njih je, da nima hiša žaluzij. So trenutki, ko bi rabo, da se tudi zasenči. No, mene pa že personalna deformacija sili k temu, da sem bil pozoren na zrak v objektu. Ne? Hiša nima vgrajenega prezračevalnega sistema, kar se je izkazalo za neprimerno. Mi imamo že začetek plesni v kopalnici po samo enem letu uporabe in zato bomo zdaj vgradili prezračevalni sistem in mislim, da bo tudi potem manj tega občutka zatohlosti, ko prideš po dolgem času v objekt. Kakovostni prezračevalni sistemi so ključni za dovajanje svežega in prečiščenega zraka ter odstranjevanje izrabljenega. Takšni sistemi delujejo stalno, tudi ko v objektu ni stanovalcev in zagotavljajo optimalno klimo v prostorih. Domen, kako je z vgradnjo prezračevalnih naprav v že useljeno hišo? Kakšni so tukaj potrebni posegi? Ja, vgradnja prezračevalnega sistema je dokaj enostavna. Mi vgrajujemo prezračevalne sisteme 90% že v vseljene objekte. Nekaj veliko prahu ni, vse je priklopljeno na sesalec, uporabljamo profesionalno opremo, pa tudi naši fantje znajo delati, vsak dan vrtajo pač. Pred vsako gradnjo prezračevalnega sistema se opravi ogled objekta, kjer se z lastnikom dogovorimo za točne pozicije samih prezračevalnih enot. Vsaka naprava potrebuje električno napeljavo, ki jo lahko izvedemo nadometno ali podometno po dogovoru z lastnikom. Lastnika ta prostor sicer hladita s klimatsko napravo. A mislite zdaj, ko sta vgradila decentralizirane prezračevalne sisteme, bo tega hlajenja s klimo manj? Definitivno se klima prižiga manj oziroma skozi dan. Same prezračevalne naprave delujejo na principu rekuperacije. To pomeni, da vračajo temperaturo samega prostora. Naprimer, v zimskem času vam vračajo toploto nazaj v prostor, v poletnem času pa držijo nek hlad samega prostora. Osvežitev v vročih mesecih pa poleg ohlajenih prostorov ponuja tudi bazen ob hiši. Dehtečo svežino prinašajo zasaditve na vrtu. Arhitekta sta predvidela zlasti uporabo avtohtonih rastlinskih vrst, ki ne zahtevajo veliko nege in vzdrževanja. V takem ambientu in s takimi razgledi se človeku dejansko čas ustavi. In zgodi se, da človek kar težko najde izhod iz take hiše.